Danes bomo spregovorili, kaj nam je na področju evropskih sredstev prinesla COVID kriza. Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Marca 2020 nas je Evropska komisija pozvala, da del evropskih kohezijskih sredstev prerazporedimo v ukrepe za odpravo posledic krize zaradi pandemije COVID-19. V Sloveniji smo za odpravo posledic pandemije preusmerili okrog 280 milijonov evropskih sredstev kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Sredstva smo namenili za krepitev zmogljivosti za odzivanje v izrednih razmerah v zdravstvenem sektorju, zagotavljanje likvidnosti podjetjem, varovanje delovnih mest, pomoč ranljivim skupinam prek dostopnih socialnih storitev in spodbujanje digitalnih tehnologij v izobraževalnem sektorju. 21. julija 2020 je bil sprejet zgodovinski dogovor voditeljic in voditeljev članic Evropske unije o svežnju za okrevanje Next Generation EU. Gre za dogovor v skupni vrednosti 750 milijard evrov za celotno Evropsko unijo, ki prinaša za države članice, tudi za Slovenijo, obsežna dodatna sredstva do leta 2026, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod. Skupaj z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027 imajo tako države članice v tem desetletju za razvoj na voljo 1824 milijard evrov. Za operacionalizacijo dogovora Next Generation EU so morale države članice pripraviti načrte za okrevanje in odpornost. Za pripravo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev do leta 2026, sta bili zadolženi dve vladni skupini, NGS 1 in NGS 2. Prva je bila sestavljena iz ministrov in jo je vodil predsednik vlade, druga pa je bila operativna in so jo vodili na službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost v vrednosti 2,5 milijarde evrov je konec julija 2021 potrdil Svet Evropske unije. Z evropskimi sredstvi bodo izvedene številne investicije in sprejete reforme, ki naslavljajo ključne dolgotrajne izzive Slovenije. Naložbe so osredotočene predvsem na zelene cilje, za kar bomo namenili nekaj manj kot 1 milijardo evrov ali skoraj 43% sredstev, in digitalne cilje, v katere bomo usmerili 533 milijonov evrov ali skoraj 22% sredstev. Slovenija bo v prvi fazi koristila 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 700 milijonov evrov posojil, usmerila pa jih bo v naslednja 4 ključna razvojna področja. Zeleni prehod, kamor bo investirana milijarda sredstev, od tega približno polovica nepovratnih in polovica povratnih sredstev, digitalna preobrazba s 317 milijoni nepovratnih sredstev, pametna, trajnostna in vključujoča rast, kjer bo 737 milijonov evrov usmerjenih v glavnem v gospodarstvo, torej v naša podjetja, ter zdravstvo in socialna varnost, kjer bomo 364 milijonov evrov porabili za gradnjo domov za starejše, infekcijski kliniki v Mariboru in Ljubljani ter stanovanj, torej za področja, ki so bila v zadnjih letih in desetletjih zelo zapostavljena. V zadnjih 15 letih recimo ni bil iz državnih sredstev zgrajen niti en dom za starejše. Next Generation EU je torej izjemna priložnost, da po pandemiji postanemo še močnejši, preoblikujemo naša gospodarstva, ustvarimo priložnosti in nova delovna mesta za Evropo, v kakršni želimo živeti. Trenutno smo prav tako še vedno v zelo intenzivnem obdobju evropske kohezijske politike, ko se na terenu izvaja in zaključuje veliko projektov in programov iz obdobja 2014-2020. Z Evropsko komisijo in deležniki
pa se vlada pogaja še o zadnjem paketu evropskih sredstev za to desetletje, o tako imenovanem večletnem finančnem okviru kohezijske politike 2021-2027 v vrednosti 3,2 milijarde evrov. V Sloveniji je v okviru kohezijske politike dana prednost področjem, kjer ima država zaznane vrzeli. Ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli, recimo železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, večji sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije in podobno. Lokalnim skupnostim bo v prihodnjih letih na voljo več sredstev, kot jim je bilo v programskem obdobju 2014-2020.